večer in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije po tekmi Grčija-Slovenija, ki se je končala 0-0 in Slovenija se je s tem rezultatom osvojila prvo mesto v skupini in se uvrstila v Ligo B. Selektor Matjaž Kek je z mano. Selektor, čestitke, komentar tekme. Ja, mislim, da smo na koncu zasluženo dobili tole skupino, da tudi danes v eni težki tekmi, kjer je domačin normalno za to željo, da zmaga, delal ves čas pritisk, smo dobro trpeli, ampak vse to skupaj na koncu bo plačano z enim rezultatom, ki je bil naš cilj, ampak ne primarno. In jaz mislim, da v tem rezultatu je predvsem to ena velika nagrada za fante, ki so delali dobro jesen, ki so uspeli v neki želji, da naredijo ekipo, ker je, kot sem že včeraj rekel, vsak posameznik važen samo toliko, koliko se da na razpolago v ekipo. Mene kot selektorja bolj veseli, da vseeno postavlja nek temelj, da smo pokazali kar nekaj novih obrazov, da je skozi to jesensko akcijo predefiliralo kar nekaj igralcev, tudi mladih, ki še lahko igrajo za U21. Tako da čestitke ekipi, čestitke vsem na nogometni zvezi, ki so v teh res norih časih, verjemite, da norih časih, kar se tiče okrog nogometa, naredili velik posel v organizaciji, v pripravi vsega tega. In evo, mislim, da smo pozvonili v Sloveniji, da je nogomet še vseeno tu, ni to uvrstitev na veliko tekmovanje, mislim pa, da vseeno spoštovanja vreden rezultat v situaciji, v kateri smo mogoče bili pred nekaj časa v prejšnji Ligi narodov. Tako da jaz sem zadovoljen, osebno sem zadovoljen, čeprav je za mano, verjamete mi, verjetno najtežjih mesec in pol v moji nogometni karieri. Hvala. Our winning the group was well deserved, and it was a hard game. I expected such, and the home team was pressuring us a lot in front, and for a while we suffered a bit, but in the end it all paid off. This is a reward for the team, for the guys who worked very well during this fall and succeeded in not only finishing first, but also building a team. Gremo zdaj kar na vaše vprašanje za selektorja. Govorite pač o postavljenem temelju, so ti dejansko že postavljeni oziroma v kateri fazi vidite vi za to ekipo za prihodnje? Pa se pravim, zelo pomembno je, da narediš rezultat, ker potem je samozavest nek motiv, neka potrditev dosti večja. Jaz mislim, da smo kar obrnili, pokazali, kot sem že rekel, neka nova imena, v kateri fazi pa samo, ne vem, fasade še nismo začeli delati, to je sigurno, še moramo notranjo opremo najprej skupaj spraviti, pa to vse skupaj. Tako da, sigurno, da čaka nas še ogromno dela. In tudi danes se je videlo, kako smo trpeli v nekaterih momentih, ko smo malo prepozno reagirali, ampak tekma, ki je tudi iz nekega psihološkega momenta zelo pomembna. Prvič je bila ta skupina igralcev pod vseeno nekim pritiskom, pred nekim pričakovanjem, ki je tlel v vseh nas in so dobro odreagirali. Ja, ob tem še, kljub temu domačinom je treba čestitati za dobro tekmo. V nekaterih momentih smo imeli tudi srečo, ampak ta sreča, ta poljub sreče, kot jaz vedno pravim, to moraš izzivati in danes nas je kar malo pobožalo. Tako da nekaj mesecev imamo zdaj časa, oziroma je časa, da dobro analiziramo, da vidimo, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo. V takšni mali državi, nogometni kot je Slovenija, je seveda bi bilo zelo pomembno, da bi doma lahko igrali z gledalci, ki so vedno bili velik zaveznik, ampak vse malo uživamo v tem momentu nekega rezultata. Jaz pa takoj dodam svoje, da ne bi kdo zdaj poletel, da ne bi kdo mislil, da je karkoli zdaj storjenega. Samo potrdilo se je tisto, kar sem govoril skozi jesen. Bili so vzponi in paci, ampak vseeno smo prišli do neke konstante,
Zaradi tega je to pač ta rezultat nagrada. Jasno je, da je zdaj najpomembnejše sigurno žreb 7., ampak Slovenija je v 4. bobnu, tudi z 4. bobna se da priti na veliko tekmovanje, ampak pustimo, naj se kroglice zavrtijo, pa bomo potem komentirali. Fantom pa kompliment z moje strani, na igrišču morajo lahko še dosti naredimo, izven igrišča so pa bili fenomenalni. Hvala lepa, naslednje vprašanje. Hvala. Bo čas tudi za to. Pusti mi danes vse malo, da uživam v teh momentih, ki so mi fanti pripravili, fenomenalne sodelavce imamo okrog sebe in res po tistih časih v Reki pa malo pauze sem užival, čeprav v tem nogometu, čeprav vem, da je to težko in da je za nami res teh 3 mesece, ko si se boril iz dneva v dan, ampak zaradi tega je to slajše vse skupaj ob zavedanju, da to je vseeno skupina C, ampak vseeno smo mi na koncu prvi in to je treba spoštovati, ne pa noreti zaradi tega oziroma leteti zdaj kjerkoli. Moramo biti dovolj samokritični, objektivni, tudi do svoje kvalitete, ampak še enkrat pa poudarjam, meni je dosti bolj važno okrog igrišča, kaj se je dogajalo in tu so bili štab, še enkrat in igralci, res neverjetni. Pa zdaj na koncu izpade, kot da smo mi res tu v tej defenzivi smo dobro odreagirali, pa verjamete, da najmanj, kar smo trenirali, smo defenzivo trenirali. Jaz sem ves čas govoril, da hočem kvalitetnejši zadnja tretjina tam v napadu, ampak to je tudi voljni moment, to je tudi neka odločnost njihova, da pomagajo en drugemu. Imamo na golu najboljšega golmana na svetu, zdaj ne rabim govoriti, ampak štoperi, beki, vezni, vse vidite, danes, ko smo trpeli prav vsi mi na klopi, vi od zgoraj, upam, da ste, in pa seveda oni na igrišču. In ni tukaj dosti za izpostavljati. Jaz poudarjam, da je zame pomembnejše, kar se je dogajalo ob igrišču. Na igrišču pa verjemite mi, da sem dovolj izkušen, da vem, koliko še tu zadelati, koliko še tu je potrebnega vloženega truda, odrekanja, ponižnosti, da narediš en rezultat, ko bi bil res odmeven. Ampak vseeno vse skupaj slišalo se je za reprezentanco, nogometno reprezentanco Slovenije, kljub temu tudi in jaz sem izredno vesel zaradi tega. Gledajte, zdaj o Janovih kvalitetah, o kvalitetah kogarkoli ne bom govoril, ker to se na koncu slika vse pokazala. Mene veseli, da sem dobil kapetana, ko je v najbolj pomembnem momentu stopil pred ekipo, prevzel svojo odgovornost in se tako ves čas tudi obnašal. Pa niso bili lahki časi, niso bile to lahke odločitve, tudi na eni strani te čaka ena velika tekma čez par dni, ti pa danes braniš tu, ampak isto je z Jojetom, isto je s Kurtičem, isto je z Bijolom, pred tem smo žganom, pred 5 dnevi zvonilo mu je danes od 2 minute, en je igral z lomljenim nosom. To so momenti, to so pa moji momenti, to pa so moji momenti in tega mi ne more doben vzeti, niti ne bom dovolil, da mi kdo to vzame. In tudi zaradi tega, ok mi je danes. Še kakšno vprašanje? Veter je bil in seveda, gledajte, to so te stvari, ki ne bom govoril nikoli o njih. To je naša svetinja in jaz sem vesel, da fantje to spoštujejo in jaz sem vesel, da spoštujejo, da se matramo vsi skupaj in evo, danes jih je nagradilo na ta način, da so naredili en rezultat v eni tekmi, o kateri bi pa se lahko zopet pogovarjali, ampak mogoče zdaj nogomet niti ni bil v današnji tekmi najpomembnejši tisto. Najpomembnejše je bilo, da so bili pod nekim pritiskom, da je bila ta želja ogromna, ampak še stalno je bilo malo, smo, nismo, na koncu so izdržali vse skupaj, ne. Ok. Hvala lepa. Če ni več vprašanj, potem hvala.